Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čustveni atmosferi. Tako zgoraj kot spodaj, ravno tako kot je znotraj, tako je zunaj. Dejstvo je, da je vse med seboj povezano. In glejte, čustvena atmosfera, ampak bomo šli najprej na zemeljsko atmosfero, da vam bo bolj enostavno razumeti. Se pravi, če gledamo, vsi to poznamo, da naša zemlja je obdana z več plastmi, in te plasti se jim reče atmosfera. No in v glavnem, ravno tako kot ima naša zemlja plasti okrog sebe, o tem sem že govorila, o ozonski luknji na severnem pa južnem polu, se pravi tako zgoraj kot spodaj. Ozonska luknja naše zemlje se veča na severnem in na južnem polu, se pravi, to ravno tako pri nas ljudeh deluje. Težave imamo s prvo in drugo čakro in s kronsko čakro, ta del povezava s stvarstvom. Zdaj pa sem pa v glavnem prišla sem do enih skript z naslovom Jaz sem, ki sem, in notri mi pa tako dobro to opisano prav, kako grejo te plasti, te čustvene atmosfere. In sicer pravi, da je v osnovi, to so sporočila Saint-Germaina, tudi o Saint-Germainu sem že govorila. In v glavnem, da je prva plast, najbolj nizka plast, to je tako kot recimo megla, tako pride v kotlino, ko potegne ta teža dol, je kriminal. No, naslednja plast je sovraštvo. Tisto, kar je bolj razširjena, ta območje okrog zemlje, je območje jeze in potem tam, kjer se večji del ljudi zadržuje, je pa kriticizem, se pravi obsojanje drugih ljudi. Naj vam jaz zdaj povem svojo zgodbo. Bila sem pri Kim Spiritual v Horjulu in veste, takrat, ko sama ne najdem odgovorov, logično se obrnem na bolj modre ljudi od sebe. In recimo Kim ima sposobnost komuniciranja tudi z duhovi, komuniciranja z angeli. Od malega, od rojstva se dejansko pogovarja z angeli. No in ena stvar, kar mi je rekla, da ponavadi pri ljudeh ta črna magija, je povezana s tem, da 90% sami sebe zastrupljajo, 10% je pa tega vpliva od zunaj, se pravi škodoželjne misli drugih ljudi. Je rekla, no, pri tebi je 50-50, 50% sama sebe zastrupljaš, 50% je pa škodoželjnost drugih ljudi. Sem rekla, se jaz nikomu nič slabega ne želim. Je rekla, kaj pa obsojanje? Ja, naj me pustijo pri miru, nikomur nisem nič naredila, taki so, naj me pustijo. No in vidite, ko gremo v to energijo, zdaj vam pa povem naprej. Dobila sem pismo ene gospe, ki očitno dela v zdravstvu, okužila se je s koronavirusom in v glavnem tukaj naprej razlaga. Upam, da bom doživela penzijo, se pravi v osnovi je dvom. Razočarana sem nad sistemom, nad državo, v službi se predajam, se pravi po srcu je dober človek. Kot delovni terapevt se še kako dobro zavedam celovitosti človeka. Vidim sadove svojega dela, se pravi, ona ima svoje dobro srce, ampak, glejte, kje se giblje, tam, kjer sem se jaz gibala, v območju obsojanja. Se pravi, jaz sem dober in ta dobra, in tudi ta gospa je dobra, se razdaja za ljudi, ampak še vedno obsoja. In potem piše naprej, ko imaš 15 dni vročino, ne prideš do zdravnika, ker si kužen, težko dihaš in ti pravijo po telefonu, da se umiriš. Pošiljajo ti formular, v katerem je statistični izračun, koliko časa si bolan in kdaj lahko začneš delati, zabruhati. Ja, Bog me ima rad. Nimajo pojma te drhavi. Kje za Boga smo se učili skrbi za sočloveka? Denar res pokvari tako močno. In v glavnem, se pravi, denar je slab, vlada je slaba, vsi so pokvarjeni, ja, ona moli in želi si boljši svet. Ampak eno stvar pa, vsakič, ko mi obsojamo druge, zastrupljamo ta del ozračja, vplivamo na to atmosfero okrog nas in enostavno ne pridemo na višje plasti, zato ker se gibljamo v tem območju obsojanja. Vsi so slabi so in se držimo.
jeze obsojanja. In tako zelo si želimo iti naprej, ampak ne zmoremo, zato ker še vedno obsojamo. No in naslednja plast te atmosfere čustvene je pa naprej razumevanje in sočutje. To je naslednja plast. Potem je radost in potem je ljubezen. In zdaj razumevanje. Sočutje, to je v bistvu ena taka človeška vrlina, da nehamo obsojati. Da nehamo obsojati, ampak enostavno si rečemo, tako pač je. Tako pač je, ne morem spremeniti stvari, na to nimam vpliva in delam tisto, na kar imam vpliv, tam delam dobro, širim dobro, govorim dobro, opravičujem tudi tiste, ki jih drugi obsojajo, ker dejstvo je, da vsak dela najboljše, kar zmore in zna. Vsak. Glejte, jaz nisem za nobeno vlado, nisem za nikogar, nisem na nobeni strani. Pač živimo v tem času, kakršen je. Nisem proti koroni, pač tak čas je, bomo že preživeli. Gremo dalje. In v tem času pač delam, ustvarjam naprej. In ena stvar, vem, kako težko je iz tega obsojanja iti naprej, sploh takrat, ko se tiče tebe. Ko nekdo ogroža tebe, tvoje pravice, proti tebe, ne osebno. Takrat je težko, res težko gledati na tega človeka, ki te rani s sočutjem. Ampak, da pa pridemo v te višja območja, te atmosfere čustvene, je pa to ključ. Ključ, da začnemo s sočutjem gledati na ljudi. In dobro, zdaj mi gre skozi možgane, vem, da je težko in nihče izmed nas ni Kristus, ampak Kristusova ljubezen, še ko je bil križan, je rekel Bogu, Oče, odpusti jim, ker ne vedo, kaj delajo. In to je zdaj ena taka stvar. Ja, težko je, res je težko. Ampak, ko pa gremo čez to, naslednja stvar je pa radost. Radost življenja, da živiš, da je fino. Ja, danes je dež, jutri, ne vem, kva bo, nekaj bo, ni važno, kakšno vreme je, da sprejmeš, da greš, da uživaš, da si hvaležen za to, kar je. Ker lejte, s tem, ko smo hvaležni za to, kar je, pošiljamo v to atmosfero čustveno misli, ki večajo vsem energijo. Nekje sem še prebrala, da te temne misli obsojanja se odbijajo, kot da bi bil nek platforma, od česar se odbije in se vrnejo nazaj žarki v zemljo. In tako kot ozonska luknja, vemo, da onesnaževanje, kdo ga je povzročil? Mi ljudje. In dejstvo je, da atmosfera, ta ozonska luknja se tanjša, oziroma se veča in atmosfera se tanjša in s svojimi mislimi zastrupljamo. Zastrupljamo vse okrog sebe. Zato je čas, da gremo iz tega ven. Da mogoče, to zanimivo je duhovni ego, no očitno bomo še o tem govorili. Jaz sem odraščala v okolju, ki je zelo verno, cerkveno verno. In spomnim se, da kot otrok, ko sem hodila k maši, pa potem, ko sem bila v puberteti, ko so ljudje nekateri imeli zelo nagnjeno glavo, mislim, da v desno stran, da bolj, ko so bili tako, bolj so bili božji. Ko so bili zelo poduhovljeni. In so zelo poduhovljeno govorili. Meni gre na bruhanje od tega. Kdo je rekel, da si bolj poduhovljen, če se delaš, da si poduhovljen, boljši, ker vsi ostali, ki pa nimajo toliko postran glave, so pa slabi. Na bruhanje, to pa meni gre na bruhanje, no, tudi obsojanje, vidite. To je ena taka stvar, kar je pri meni, zaradi tega, ker, pa ne toliko, da imam za predelati, ampak tega ne maram. To je bila ena stvar, ki mi je bila, ne maram tega, ker koliko si poduhovljen, nima veze s tem, koliko postran držiš glavo, koliko oče našel si zmolil, koliko zdrava Marija si zmolil, koliko si visel nekje. Nima veze, nima veze. Tisto, kar ima pa vezo, pa niti nihče ne ve, je pa to, kar nosiš v svojem srcu. Kaj premlevaš, kaj je tvoj avtopilot, kaj se dogaja v tvojih možganih, kako sočustvuješ z drugimi ljudmi, kaj razmišljaš o drugih ljudeh. Kaj razmišljaš o drugih ljudeh? Kakšni so drugi ljudje? Kakšni so? Iskati dobre lastnosti v ljudeh, ne tisto, zakaj so slabi.
No in naslednja, se pravi, pridemo do te radosti, ko se veseliš uspeha drugih ljudi, ko se veseliš napredka drugih ljudi, ko z veseljem objameš drugega človeka zato, ker je naredil nek premik naprej in potem je ljubezen. No in ta čustvena atmosfera, jaz verjamem, da vsi mi gremo naprej in eno stvar, v kar sem prepričana, kar zdravi, ampak res zdravi, ker zdaj res intenzivno delam s tem, ponavljam si molitve vijoličnega žarka, molitve San Germaina. Jaz sem vijolični žarek sprememb, jaz sem bitje luči, jaz sem svetloba, jaz sem moč, jaz sem sprememba v tem svetu. Vse, kar rečemo, jaz sem, veča našo moč in se višamo po tej lestvici, te atmosfere. In to pomeni, da je tako kot, veste, takrat, ko je megla. Včeraj je bila recimo tukaj pri nas kar precejšnja megla in potem smo šli z otroki na Križno goro, kjer je sonce in spodaj je bil pokrov. In a veste, ko si v tej negativi, je tako kot da si noter, ko ne vidiš nikamor, niti do soseda. In treba si samo pospeti v višje ravni, kjer se odpre pogled, kjer je pretočnost, kjer ni zastrupljeno ozračje. Zato je, glejte, tako zgoraj kot spodaj. Pojmo še na prehod v novo dobo. Naj vas povabim za vse tiste, ki želite dvigati vibracijo, dajte si naročiti luček Kristalni prehod v novo dobo, ker vam bo res pomagal. Jaz dobivam zdaj povratne informacije od ljudi, ki so preizkusili, ki poslušajo ta ključek in vam povem, da čisto vsi od prvega do zadnjega so navdušeni. Zdaj pa, poglejmo sporočila, gibanje, rada se imam in se cenim, zato vsak dan peljem svoje telo na sprehod, nadangel Ariel. Prosim za pomoč, naj jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Naslednje sporočilo je, nebovzeti mojstri, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. In prav ta nadangel Ariel, ga lahko prosite, da prevzame oblast oziroma da usmerja vaše misli v vaših možganih. Prosite ga, da se naseli v vaša čustva in da vodi vaše misli stran od obsojanja. Nadangel Ariel je angel, ki, ko se prepustimo vodstvu angelov, se vse spremeni v ljubezen. Človeštvo me potrebuje, da božansko ljubezen in svetlobo usmerjamo v odnose, ki naj se spremenijo. In zdaj te vnebovzeti mojstri, in eno teh vnebovzetih mojstrov je San Germain, dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen, kjer je obup, naj bo vera, kjer je tema, naj bo svetloba, kjer je žalost, naj bo veselje, naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. In to je, poglejte, vijolični žarek in zdaj, ko smo pri tej atmosferi, stanje ljubezni, neobsojanja. To recimo Frančišek Asiški je bil eno od teh, ki je pokazal, kako živeti v popolni harmoniji. Ko nisi zaslepljen s tem, kdo si, kaj ti pripada, ampak si zaposlen s tem, kako boš pomagal ljudem, da bodo živeli boljše. In to je ta vijolični žarek sprememb. In ko enkrat to sprejmemo, da ima vsak izmed nas neko moč v svoji okolici, da lahko nekaj spremeni, lejte, takrat se bojo stvari res začele spreminjati. Tukaj imam še Ošetove karte, da vidimo še 3 sporočila od tukaj, da vidimo. Prva je oklepanje preteklosti, vodstvo in kompromis, še eno bom vzela, in preboj. Poglejte, oklepanje preteklosti, premlevanje v glavi, zmeda v glavi, ko se držimo tega, česa ni, kako bi mogli biti, kaj nekdo ni naredil, kako bi mogel narediti. In naslednja stvar, angelsko vodstvo. Mi imamo vsi vodnike, samo obrniti se moramo na njih in jih prost. In pridemo do ta pravih ljudi, do ta pravih informacij, do ta pravih knjig. Enostavno pridemo do nečesa, kar nas ponese naprej. Če sklepamo tukaj kompromise, pogledajte, kompromis nikdar ni dober.
Kompromis zastruplja nas in to je zelena energija, kjer je tako, kot mlakuža. Sebe dobesedno zastrupimo. Tukaj so pri teh duhovnih zadevah so bolj kot ne črno-bele zadeve, tako kot jing pa yang, a ne črno-belo. Ali si na temni strani ali na svetli strani. Ne moreš biti mečkano vmes, ker to je sivina. In tako kot enkrat je ena gospa rekla, 50 odtenkov sive, a ne? Je rekla, kar pa ni črno pa belo, je pa sivo in to pomeni, da je 50 odtenkov kurbarije. No ja, in preboj. Preboj naprej v svetlo zlato dobo. To je pa tisto, kar vsak lahko naredi, če je še tako močno zabetoniran, vsak izmed nas lahko naredi preboj naprej. Oklepajte se zgolj svojega vodstva, vse noter, sledite temu, kar vam srce govori in zaupajte. Vsi mi imamo vodnike, ki nas vodijo naprej. Prišel je čas in ti vodniki nam še petajo, govorijo, pej naprej, smer se v dobro, pusti to za seboj in več kot imamo zdravstvenih težav, bolj sigurno je to pokazatelj, da je nekaj treba spustiti. Tako da dajte spustiti vse tisto, kar ne potrebujete več in boste videli, življenje vas bo podprlo, sigurno, vedno. Zato imejte se radi in imejte radi življenje.